Jezdimo, sijemo in držimo skupaj, karkoli se zgodi. Ja, vsi smo skupaj v avanturah. Jezdimo nekam, kjer blestimo vsi. Gremo na grivje! V današnji epizodi Nobenega izhoda ni! podivjana reka ogroža naše junake. O ne! Edini izhod na varno ponuja dresurni gib, ki se ga Sara in Zenta nikakor ne moreta naučiti. Zagnanka. Vidu moram dati kapo dol. Res je zelo vztrajen. Skoraj. Ko bi le nehal, moti me pri dremanju. Prej ali slej mu bo uspelo. Samo vztrajati mora. V zraku je, že leti in... Ups, oprosti, Angora. Ja, treba bo res veliko vztrajnosti in potrpljenja. Dolg, deževen teden je bil, ampak končno se jasni. Super, na soncu je krasno, prijetno in toplo. Ja, potrebovala sem deževne dneve, da sem se lahko naspala. Končno malo sonca. So dnevi, ko se ne splača zlesti iz postelje. Dajmo, zmigajmo se. Preden se bo spet ulilo. Na, vzemi. Kaj je to? O, ne, pa ne spet dresura. Teh gibov se moramo naučiti do naslednjič. Tole je pa zelo zapleteno. Križanje nog v levo, z desno nogo pritisni na ali tik za plečko. Zunanjo vajetjo nadzoruj gibanje konja naprej. Njegove noge gredo tako, mi pa gremo takole in... Kaj pa vem, Čili? Kaj si misliš o tem gibanju? Hej, kaj so pa... Se popolnoma strinjam. Hej, saj veš, kaj pravijo. Ja, korak za korakom. Kar bom tudi naredila, takoj, ko se vrnemo s terena. Gospodična Grebator je v sedlu. Je že v redu, Sara. Niti treba znati vsega v enem dnevu. Mislim, da bo Senta zmogla. Miš! Angora, vem, da si notri. Rabijo te. Takoj! Zakaj psi zmeraj rabijo mačko, da opravi kakšno delo? Tokrat gre za tvoje delo, ne moje. Na hitro si me privlekel sem. Zakaj že? Tamle, Angora, si videla? Miši. Zelo hitre miši. In? Oprosti, ne zanima me. Mislila sem, da mačke rade lovijo miši. Prenaporno. Naspati se moram. Res prijetna ježa. Zadovoljna? Ja, res krasen dan za jahanje na terenu. Čas je, da se začnemo učiti tisto gibanje. Ampak več ur smo divje jahale. Odmor rabim, punca, in Brina tudi. Senta bo že zmogla, a ne, punca? Kdo se mi bo pridružil? Dobro, Senta, najprej poskusiva iti na levo. Je že v redu, punca, tudi jaz ne vem, kaj počnem. Dajva še enkrat. Največ pol ure velja, potem pa zame kakav, zate pa korenček.
Jaz ga bom s penicami. Ona pa še dolgo ne bo nehala, kaj? Ve, punce si pa res znate pokvariti krasen dan. Ja, ta dolg čas lahko počaka do jutri. Kot si rekla. Pozabi nanjo, rade bi obvladale, a ne punca. Hej, Senta, daj no. Skoraj, Brina. Sej vem, punca, še enkrat, potem pa konec, velja? Sarin avto slišim. Ni nekam zgodaj. Živja, punca. Vem, da je zgodaj, ampak vremenar pravi, da bo popoldne deževalo. Neutrudljiva je. Žal je res. Pretvarjaj se, da te bolijo noge. Saj mi res. Sarina vztrajnost mi je všeč, ampak učenje zahteva čas in veliko potrpljenja. Ne moreš se jih naučiti čez noč. Naj ugibam, spet križanje nog. Tako je. Vem, da nam bo uspelo, če bomo vztrajali. Živjo, lepotica. Kaj, ko bi danes šli na dolgo terensko ježo? Poglej tole, Sara. Včeraj sem si jo sposodila v knjižnici. Razmišljala sem, da je dresura nenaravna. Zakaj bi kdo silil konje v nenavadno gibanje? Dobro vprašanje. V resnici je zanimivo. Poglej! Začelo se je že v srednjem veku, ko so konje uporabljali v bitkah. Vojščak je lahko z dresurnim gibom naredil vtis, da se vojska premika, ko je v resnici stala na mestu. Tako kot moonwalk. Ob tem res začneš bolj ceniti tradicijo. Hodi v stran so bili taktičen bojni prijem. Jezdec in konj sta postala težja tarča. Super, ne? Živjo, Bevsk, kam pa greš? Smem zraven? A smem? Spet so miši. Po Angoro grem. Ali mačke vedno samo spijo? Ali psi vedno samo nadlegujejo mačke? Kaj ima za bregom, Bevsk? Mačko bom prisilil, da bo naredila to, kar se od nje tudi pričakuje. In tole jo bo zbudilo. Zelo smešno. Mokra mačka. Ampak Bevsk ni edini, ki se dobro znajde. Ni prišla ven. Angora? Skoraj bi ti uspelo, punca. Daj va še enkrat. Še enkrat. Še enkrat. Daj no, 6 korakov zaporedoma pa nehava. Sara, pridi, ulilo se bo. Ampak skoraj je že uspelo. Vem, da bova zmogli. O boga, Senta. O ne, Senta, kaj sem naredila? Kaj sem naredila? Kaj je rekel veterinar? Počakati moramo. Mogoče je samo zvin. Ali pa kaj hujšega. Le zakaj so me tako gnala? Kaj je narobe z mano? Preveč si zagnana, Sara. Ne odnehaš, dokler ne narediš, kar hočeš.
ampak bila je izčrpana. Zakaj nisem videla? Ona ti je odpustila. Zakaj si ne moreš odpustiti še ti? Ker bi morala vedeti. Tako zelo sem si želela obvladati, da nisem imela posluha za to, kaj mi skuša povedati Senta. Senta ni bila ustvarjena za to. Nikoli več ni treba izvajati stran hoda. Velja? Živa, punca, kako se počutiš? Prinesla sem ti korenje. Je že v redu, punca, nič ti ne bom naredila. Je dobro? Živjo! Senta je skoraj čisto zdrava. Njena noga ni več tako utečena kot prej. Juhej! Res se mi zdi zadovoljna. Kaj, ko bi šle čez kak dan ali dva jahat na teren? Mogoče v sredo? Jaz sem takoj za. Kaj pa ti? Kaj misliš? In obljubim, niti koraka vstran več. Nikoli! Ej, mislila sem, da je s tvojo nogo bolje. Saj je. Zakaj pa potem ne trenirata? Obupala je. Miši, ven iz moje staje, sovražim miši. Bevsk, rekel si, da boš poskrbel zanje. Kje je tista lena mačka? Pravi, da noče nikomur delati uslug. A da noče? Kaj pa, če bi bile miši v njeni hrani? Ja, hvala, Čili. Hvala za kaj? Pravkar si našel rešitev za naš problem. Krasno je! Hvala, prijateljica. Res. Boš res nehala trenirati križanje koraka? Izučilo me je. Sente ne bom silila v nekaj, česar ne mara. Ni res, da ne maram stran hodov. Ko bi le bila malo bolj potrpežljiva. Rabiva samo še malo vaje. O ne, spet ta dež! Vrniti se morava. Ej, vidve! Wow, mirno, Perla! Samo luže so. Kmalu bomo v hlevu. Poznava bližnjico tam spredaj, čez most se gre. Perla postaja nemirna zaradi kamenja, ki pada na stezo in spolzkega blata. Ja, pojdimo po krajši poti. Meni je prav, gremo! Pokaži, kje se gre. Hej, tukaj je! Wow, voda je kar visoka. Očitno je pozabila na tisto korak za korakom. To bi lahko tudi jaz. Dajmo, hitro naprej! Kaj zdaj? Reka bo poplavila most! Drži se! Most je popustil. Še malo pa bi postali hrana za ribe. V redu je, punca. Malo je manjkalo. Pojdimo v tot! Tudi ta most popušča! Bela, ne! Nazaj, Zoja! Pridna, Perla!
Miši, žal mi je, da sem se spomnila bližnjice. Naj jaz poskusim. Dobro, punca, prav. Nobenega izhoda ni. Krasno, lasje se mi bodo skodrali. Zoja, zdi se mi, da imamo zdaj večje skrbi. Mobiteli. Nič. Čisto. 0. Opazili bojo, da nas ni. Poslali bojo nekoga, da nas reši. Reka narašča, ne moremo čakati. Ne moreva čez, Senta. Morali bi iti v stran hodu. Ne, Senta, ne moreva. A si prepričana? Bi res rada poskusila? Saj ne misliš resno. Poglej to bolj. Ravno pravšno je za stran hod. Mislila sem, da si ga opustila. Zmogli bova. Lepo počasi, Sara. Korak za korakom. Saj zmoreva, resno. Pa pojdiva, Senta. Lepo počasi. Mene že ne bi spravil tja. Prav, punca, pojdiva naprej. Kar počasi. Tako, ja, korak za korakom. Previdno. Pridna, prišli sva. Bravo, bili ste enkratni. Nikamor ne hodita, takoj prideva. Kam bi pa lahko šle? Greva, Senta. Pridite, da se boste dobro pogrele. Sara, veš, zahvaljujeva se ti. Pa Senti tudi. Očitno tvoji dolgi treningi niso bili izguba časa. Uspelo ti je, punca, rešila si nas. Ne, Sara, obe sta nas, obe skupaj. Kot polit cucek sem, a ne da? Ne, Zoja. Bolj si kot mokar pudeljček. Kaj je to? Tekmovanje 3 okrajev v dresuri s posebnim poudarkom na stranhodih. Naslednji mesec. Mislila sem, da ne boš nikoli več izvajala stranhodov. Jaz? Sem to rekla? Hej, slišite? Jaz nič ne slišim. Jaz tudi ne. Že vem, miši so izginile. Čakal sem, da boste opazili. Kako ti je uspelo, Bevsk? Se spomniš, ko si rekel, da ne maraš miši v hrani? No, s Tini sva Angorino blazino odnesla k vričam s krmo. Vse miši bo morala pregnati, če bo še kdaj hotela zatisniti oči. Vse presnete miši, poberite se! Takoj! Angora, kaj pa vendar ješ? Smrdi po... Sardina, najslastnejši zajtrk od vseh. Vsekakor najsmrdljivejši.
Tale pa nikoli ne obupa. Zakaj se ne sprijazni, da mu ne bo nikoli uspelo? Že cele dneve se trudi. Res je. Za metanje lasa rabiš potrpljenje in vztrajnost. Prej ali slej mu bo uspelo. Hej, daj nazaj! Kaj sem ti rekel? Uspela mu je.